Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere. Poklicani smo gledati onstran, staviti na srce, da bi videli, koliko velikodušnosti je nekdo sposoben. Nihče ne more biti izključen iz Božjega usmiljenja. Vsi poznajo pot, ki vodi van, in cerkev je dom, ki sprejema vse ter nikogar ne zavrne. Večji kot je greh, večja mora biti ljubezen, ki jo cerkev pokaže do tistih, ki se spreobrnejo. S tolikšno ljubeznijo nas gleda Jezus, s kolikšno ljubeznijo ozdravi naše grešno srce. Nikoli se ne prestraši naših grehov. Tako je dejal papež Frančišek med homilijo med spokornim bogoslužjem v baziliki svetega Petra 13. marca, s katerim se je začela pobuda poimenovana 24 ur za Gospoda, ki je potekala po vsem svetu pod geslom Bog, ki je bogat v usmiljenju. Namen iniciative je bil poudariti sakrament sprave. Papež je v nagovoru še dejal, da nas apostol Pavel v pismu Efežanom spominja, da je preobrazba srca, ki nas pripelje do priznanja grehov, Božji dar. Sami ne zmoremo, ko se nas z nežnostjo dotakne njegova roka, ko nas preoblikuje njegova milost, nam to omogoči, da se duhovniku približamo brez bojazni zaradi naše krivde, z gotovostjo, da nas bo sprejel v imenu Boga in razumel navkljub naši bedi. Ko potem odidemo iz spovednice, čutimo moč, ki povrne življenje in navdušenje vere. Po spovedi bomo prerojeni, je zbranim dejal papež Frančišek, ki na koncu homilije napovedal sveto leto usmiljenja, ki ga bomo začeli na letošnji praznik brez madežnega spočetja ter se bo sklenilo 20. novembra 2016 na nedeljo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je kralj vesoljstva ter živo obličje očetovega usmiljenja, je dejal papež Frančišek. Ter organizacijo tega jubileja zaupal papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije z namenom prinesti vsaki osebi evangelij usmiljenja.